Zdaj pa se selimo na ljubljansko razstavišče, kjer poteka sejem izobraževanja in poklicev. Informativa ravno zapira svoja vrata. Neža, kako je bilo tam? Živijo Nejc, živijo Mulci Infodromovski. Ja, na informativi, ki jo lahko obiščete tudi jutri, je danes kar mrgolelo mladih, ki so iskali informacije o različnih srednjih šolah in poklicih. Osnovnošolci so lahko tudi sami preizkusili spretnosti, ki jih bodo sicer dobili med izobraževanjem na posamičnih programih. To je pa še posebej zanimivo, ker je prav ta teden Ministrstvo za šolstvo objavilo razpis za vpis v srednješolske programe za naslednje šolsko leto. Na izbiro je več kot 23 tisoč vpisnih mest, tako da je za dobrih 17 tisoč šolcev mest več kot dovolj. Novost letošnjega razpisa pa je izobraževanje prek vajeništva. To pomeni, da se polovica izobraževanja izvede pri delodajalcu, torej v službi. Tako bodo lahko do znanja prišli bodoči mizarji, kamnoseki, tisti, ki bi radi delali na področju gastronomskih in hotelirskih storitev, ter oblikovalci kovin orodjarji. Nekateri izmed naštetih poklicev so tudi deficitarni. To pomeni, da v Sloveniji oseb s tem znanjem primanjkuje. Za vse, ki bi se želeli izobraziti v tej smeri ali pa denimo postati pek, slaščičar, mizar in zidar, so na voljo tudi posebne štipendije. Ali je izbira srednje šole težka in kako sploh izbrati poklic, pa smo vprašali kar mlade.